Poštovani, Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč je od svojega začetka postal pomembno orodje v globalnem prizadevanju za zmanjšanje števila žrtev prometnih nesreč. Posvečen je milijonom, ki so izgubili življenje v svetu, pa tudi tistim, ki so bili poškodovani v prometnih nesrečah po svemu svetu. Posvečen je tudi članom njihovih družin in njihovem dolgoletnom, pogosto vseživljenjskem boju s telesnimi in psihičnimi posledicami teh nesreč. Ta dan je priložnost da opozorimo na razsežnost čustvenog in ekonomskog opustošenja, ki su ga prouzročile prometne nesreće, ter prepoznamo trpljenje žrtve prometnih nesreč in delo pokornih in reševalnih služb. Zato želi ta dan družba u kateri živimo spomniti na sva tista izgubljena življenja i bi ih lako rešili, ter opozoriti na razsežnost problema prometne varnosti. Priča smo da dan danas zelo veliko ljudi izgubi življenje, ali se poškoduje u prometnih nesrećah. Da bi poudarili izvesnost tega globalnega problema, bi rad povedal da su podatki, ki smo ih pridobili, zelo zaskrbljujući in kažeju na veliko trpljenje. Na letni ravnik u prometnih nesrećah umre već kod milion ljudi u svetu. Svi smo se na neki način suočili s to veliko težavo. Če govorim z vidika človeka, ki je duhovnik in je v vsakodnevnom stiku s svojimi verniki, sem bil prisutan na številnih pogrebih, pogovorih s družinami, ki su koga izgubile, kateri sorodniki su bili poškodovani, ali pa imaju še vedno težave zaradi poškodb, ki se odražaju nekaterih invalidnosti. Pogosta vprašanja svojce su kako naprej in kaj zdaj, kar je povsem normalno, saj smo svi u šoku koji zvemo da je nekto tako umrl. In če sem iskreni, v tistem trenutku težko zares odgovoriti na številna vprašanja ljudi, ki su hudi žalosti in bolečini. U vsakem človeku vedenje da izgubi ljubljeno osebo prouzroči bolečino in žalost. U tem pomembnem trenutku med nami verniki imaju veliku vlogu Bog, družina in prijatelji, ki se trudijo pomagati prav tistim, ki su nekoga izgubili, katerih nekdo je u tistem trenutku izgubil življenje. S tem, ko pomagamo ljudem, izpolnjujemo tudi Božju zapoved, ljubi svojega bližnjega kakor samoga sebe. To je trenutak, ko mora vsak človek pokazati ljubezen in solidarnost. Verujući človek lahko najde zdravilo za svoju bolečinu in žalost u molitvi in spoznanju Boga. Nevjerojatna je moć ljudi, katerih svojci su bili huje poškodovani u prometnih nesrećah in ki su svoju iskušnju s to težavo predano pomagaju ljudem. Z veru u Boga skušajmo najti smisel u te izgubi, kajti samo srce verujućeg lahko u tihem trenutku žalosti sliši tolažilni te šepet, ne i oči koji dragi su zmenoj. Molimo svi skupaj za sve tiste, ki u tem trenutku res potrebuju Božju pomoć. Ne zamerjajmo našim sestrom i bratom, ki su umrli, ali izgubili življenje u prometnih nesrećah. Najljepša hvala vam, ki u imenu vašega zavoda Varna Pot negujete spomin na žrtve prometnih nesreć in se trudite u družbi razvijati zavest o resnosti in odgovornosti vseh udeležencev u prometu. Še enkrat hvala za povabilo.